V črnogorski prestolnici Podgorica je malo čez polnoč nek moški na veleposlaništvo odvrgel granato, nato pa se je še sam razstrelil. V napadu ni bil nihče ranjen, motiv zanj pa še ni znan. Ponoči je bilo tako slišati dve eksploziji, druga za drugo. Moškega so nato našli mrtvega približno 30 metrov od obzidja veleposlaništva. Ameriško veleposlaništvo je po napadu sporočilo, da stavba ni bila poškodovana in izdalo priporočilo, da naj se ljudje izogibajo prizorišču napada. Danes je bilo njihovo delo sicer moteno, uslužbenci so ostali doma in niso izdajali vizumov. V novozelandskem mestu Christchurch so obeležili 7. obletnico uničujočega potresa, v katerem je umrlo kar 185 ljudi. Več kot 6500 ljudi pa je bilo ranjenih. Prvi sunki potresa so bili takrat 6,3 stopnje po Richterjevi lestvici. Na slovesnosti v spominskem centru je bila tudi predsednica vlade Jacinda Ardern. Z minuto molka so se poklonili številnim žrtvam. Te so bile iz mnogih držav in z več celin. V Parizu so prostovoljci na ulicah prešteli brezdomce, ki v teh mrzlih nočeh spijo brez strehe na glavo. Izkazalo se je, da je v mestu brezdomnih skoraj 3000 ljudi, za katere bi bilo treba poiskati rešitev. Med 22. in 1 uro po noči je Pariz obhodilo 350 ekip, ki so brezdomce popisali. Skupaj pa so izpolnili tudi vprašalnik, v katerem so izpovedali okoliščine. Poleg 2952 popisanih brezdomcev se tem pridružujejo še drugi, ki spijo v zavetiščih. Skupno skoraj 5000 ljudi, so poudarili pri humanitarni organizaciji za brezdomce. Projekte popisovanja so izvedli že v New Yorku in Bruslju, imenovali so jih Noč solidarnosti. Zbrane podatke želijo uporabiti humanitarne organizacije pri programu reševanja krize brezdomcev. V iraško mesto Mosul se počasi vračajo prebivalci, ki se borijo, da bi svoje življenje in mesto vrnili na staro, dobro pot. Iraška vlada je pripravila večletni načrt za rekonstrukcijo mesta, začetne stroške ocenjujejo na 50 milijard ameriških dolarjev. Mosul je bil v napadih od oktobra 2016 do julija 2017 skoraj popolnoma porušen. Tudi zdaj se v mestu ne najde niti ena nedotaknjena stavba. Uničenih je bilo več kot 20 000 domov in zgodovinske znamenitosti. Večina stavb v starem mestu je še vedno porušena, pod njimi so trupla vojakov in civilistov. Mesto je polno neeksplodiranih min in pasti, ki jih postavljajo pripadniki ISIS-a. A preživeli se počasi vračajo in urejajo po svojih močeh domove in stare trgovine, delavnice, čeprav so mnoge brez vrat. Še vedno jim primanjkujejo žimnice in peči za ogrevanje. Mnogi pravijo, da imajo upanje dovolj. Manjka jim le denarja, da bi vzpostavili boljše stanje.